Spomnim se, ko je Viktor Orban letos izgubil na madžarskih parlamentarnih volitvah in je zmagal Peter Magyar, kako so bili navdušeni v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in pa Levici, kako so mu čestitali, kako so govorili, da prihaja sedaj politik evropskega kova, kako Madžarsko čaka svetla prihodnost. In kaj je ta Peter Magyar naredil z javno radiotelevizijo Madžarske? Takoj je odredil prvič finančni pregled, drugič 7. julija se je zgodilo kaj? Naenkrat se je končal informativni program, pojavila se je črna slika, na njej pa pisalo: drage državljanke in državljani, opravičujemo se vam iskreno za širjenje propagande in za vse neresnice, ki smo vam jih podajali v zadnjih letih. Potem je sledila menjava vodstva in pa masovna odpuščanja. To se dogaja na Madžarskem, kolegice in kolegi. To izvaja predsednik vlade, nad katerim ste bili navdušeni, da je zmagal in ste mu tudi čestitali. In tudi pri nas bi bil potreben takšen scenarij. Najprej finančni pregled, to, kar Natalija Gorščak počne z našo javno hišo, potem takojšnja zatemnitev ekrana in pa napis: Slovenke in Slovenci, opravičujemo se vam za širjenje propagande Roberta Goloba in njegove koalicijske kamarile v zadnjih letih, in spodaj podpisani Natalija Gorščak, Helena Milinković, Tanja Gobec, Evgenija Carl, Tanja Starič, Špela Kožar, Marcel Štefančič in vsi ti, ki živijo od tega RTV prispevka, da širijo vašo levičarsko propagando. Potem pa takojšnja menjava vodstva in pa seveda tudi sprememba programa.